Ja, jasno je, da moraš najprej preživeti 60-65 minut, potem pa z nekimi taktičnimi menjavami smo tudi mi prišli do več daha, postali nevarnejši, igralci so si več upali. Na koncu je ta sigurno rezultat, ki bi lahko šel čisto v drugo smer, ker slabo smo začeli v tem super ambientu, v tej avstrijski evforiji. Na koncu pa tudi mi pokazali in prišli do nekih situacij, ko bi lahko šla pa tekma tudi čisto v drugo smer, ampak 60-65 minut smo trpeli tako kot že dolgo ne. Sem pa vesel, da so fantje vseeno pokazali ta karakter in z nepopustljivostjo prišli do te točke. Nam sicer to nič ne pomeni, zato želim Avstriji, da se uvrsti v play-offu v Ligo A, nam pa da ostanemo v skupini B. Dober večer, selektor. Koliko ste zadovoljni, da Slovenija zaključuje leto 2024 s temi 20-25 minutami, s to podobo, ki je spomnila na najboljše tekme, s to točko, s tem zadetkom? Koliko je to pomembno, da ne bo nekega nerganja čez zimo, ki bi se verjetno lahko pojavilo? Ja, zdaj najprej o tem nerganju. Neverjetno, kako je ena tekma, naša slaba tekma proti Norveški obrnila takoj kompletno atmosfero. Jaz sem vam že včeraj povedal, kaj mislim o vsem tem. To se je v Sloveniji že dogajalo. Jaz mislim, da to ni dobro. Da to ni dobro, da smo mi dovolj samokritični in objektivni, da vemo, da smo bili slabi. Tudi danes nismo bili dobri, preveč respekta smo kazali, premalo agresivnosti, ta njihova hitrost, direktnost nas je dobesedno v narekovajih, da ne bo kdo narobe razumel, ubijala. Ampak zdaj sem jim pa v krogu rekel, upam, da vam je jasno, da česa ste sposobni. Seveda, zato rabimo v tej naši skromni bazi, rabimo igralce, ki so na top fizični pripravljenosti in pa tudi mentalno sposobni, da igrajo take tekme. Imeli smo v skupini narodov dve izredno nerodni reprezentanci, pazite na izraz, ki igrata taktično zrelo, direktno, agresivno, z dosti kontakta in tu smo imeli probleme. Tu smo imeli res probleme, smo pa seveda v nekaterih momentih pokazali, da pa znamo tudi mi odigrati, samo ko si upamo, ko smo samozavestni in ko se zavedamo, da imamo tudi mi neko kvaliteto. Še enkrat, vem, da je Avstrijcem sigurno težko, ker to, kar so oni zastreljali 60-65 minut, čeprav Jan ni nekaj spektakularnega obranil. Tudi iz te tekme se bo dalo dosti vzeti v njihovem razmišljanju, v njihovi taktični neki zrelosti za naše zadeve. In jaz sem seveda zadovoljen, ker nismo izgubili po tistem potopu v Ljubljani, ampak tudi današnja tekma je pokazala, da nihamo v teh nekih taktičnih posameznih zadevah, na tem nivoju se pa to ne da. Kako bi opisal, odkje ste vzeli teh 25 minut, odkje je prišla ta energija, odkje je prišla ta sprememba, ker naenkrat je bila Slovenija videti, kot da ima dovolj in želje, in moči, in energije, in tudi pripravljenosti. Kaj ste pravzaprav spremenili? Ja, najprej smo taktično obrnili, napolnili sredino, Petrovič je odlično povezal vse to skupaj, dal nam neko stabilnost. V tistem momentu, ko smo si 3-4 podali hitreje, ko so oni spadli na sredini, smo mi dobivali neko drznost, samozavest in postajali nevarnejši. Jasno je, da nam je manjkalo kvalitetnejši zaključek vse to skupaj, da je to treba žogo zadržati, da omogoči, da se igralci, da pridejo bliže in vse to skupaj. In tu smo imeli velike probleme. Ampak, se pravim, Avstrija reprezentanca super posameznikov, ki so igrani, ki vejo te principe. Jaz stvarno, če bi mi to uspelo kdorkoli spraviti v mojo ekipo, bi bil zelo ponosen. Ampak na drugi strani mislim, da je bilo odločilno tole, da so oni začutili več samozavesti, da jih je verjetno tudi malo lažje bilo, ko smo se drugače postavili. Domači niso kaj dosti reagirali, šele potem, ko so z drugim napadalcem smo postavili v 5 od zadaj. Tako da tudi malo je bilo nekega taktičnega preigravanja na koncu, ampak se pravim, ne smemo pozabiti pa, da kaj smo preživeli pa 60-65 minut. Kako poskrbeti za to, da bodo marca reprezentanti v
čim boljši formi skozi klube. Nekateri malce padajo v klubih, nekateri ne napredujejo, nekateri so videti še vedno dobro, kaj boste naredili, kaj lahko sploh naredite domača. Jaz mislim, da je to največji problem pri nas. Ne? Da pri nas je zelo hitro, sicer jaz razumem, da se to zelo hitro javno neko mnenje, to so vseeno navijači, oni gledajo to drugače. Dejstvo pa je, da bomo morali mi vsi skupaj to zdaj dobro analizirati, si naliti čistega vina, ampak ne zaradi tega, da bi zdaj s prstom kdo kazal, ja, to je Kek, to je ne vem, Šeško, to je ta kriv, to je on kriv, ne. Gre predvsem za to, da vsak prevzame svojo odgovornost, da se moramo mi zavedati, jaz, ki vodim vse to skupaj, da moram dvigniti nivo dela v strokovnem štabu na višjem nivoju z novimi ljudmi, z novo energijo in z novim znanjem. Jaz sem namenoma malo počakal vsem tem skupaj, da se ne bi zdaj pisalo samo o tem, ampak da je bilo igrišče tisto pomembno. Na drugi strani tudi igralci morajo sami vedeti, da je treba mogoče včasih kaj riskirati, mogoče nekje malo manj, pa boš na drugi strani dobil več. Je bilo za pričakovati neko zadovoljstvo po evropskem prvenstvu, ker tako pač je v življenju. Ogromno energije, ogromno emocij in vsega tega je bilo skurjenega, ampak v športu se ne da od tega živeti. Mladi so še oni dosti mladi in jaz upam, da jim je na koncu tudi način igranja avstrijske reprezentance v prvi uro v 70 minutah pokazalo, v katero smer gre nogomet. In samo na tak način lahko preživiš, ker jutri po jutrišnjem boš dobil še močnejše reprezentance v skupini za svetovno prvenstvo in če nisi pripravljen in fizično in mentalno, ne bo šlo. Da pa seveda se potem doda še neka naša kvaliteta, malo inata, malo prav tistega, ker malo nam je pa šlo na živce, to pa moram priznati. Njihovo prepričanje, da bo zmagali, je mene osebno motilo, pa gospoda Rangniga spoštujem, verjetno enega izmed najbolj od vseh trenerjev. Ampak tole je bilo pa tudi malo, kot da mi ne bomo prišli na tekmo. Hvala, še kakšno vprašanje? Selektor odprl temo, kaj to pomeni? Selektor je odprl temo menjave sodelavcev, če sem prav razumel. Ne, nove moči. Še več, ali kako? Ko rabimo trenerja, sigurno rabimo trenerja. Ne? Rabimo trenerja, neko prezono, prvo kvaliteto, avtoriteto znanja in potem, da sej, če ste pogledali, koliko je na klopi Avstrije, koliko ima na naši klopi v drugih trenerkah, ne igralskih, je to bistvena razlika, ampak jaz to nočem iti na kvantiteto, jaz hočem iti na kvaliteto, ker mislim, da so za tem, kar se je dogajalo to v zadnjem mesecu in pol, vseeno tudi na tem planu kar dosti izgubili, dosti znanja in dosti nekega karakterja, zmagovalnega karakterja. Na drugi strani pa seveda, kot sem rekel, tudi igralci bodo morali enostavno še več žrtvovati v naši skromni bazi, ki jo imamo z izbiro. Jasno je, da bomo morali najti tudi dobro komunikacijo glede Evropskega prvenstva U21, ki mislim, da je tudi naslednja zelo pomembna faza, ampak se pravim, najprej en žreb, pa drug žreb, pa marca kvalifikacije za ostati v grupi B. Selektor, dober večer. Skupni imenovalec obeh golov na tej tekmi je bil Aron Gnezda Čevin, pri njemu se je začela tista avstrijska akcija, končala slovenska izenačenje. Kako veseli ste bili njegovega zadetka na koncu, pa morda kako ste pospremili tisto situacijo v prvem polčasu? Ne, pa ne, nam se je zgodilo to zdaj že parkrat, da mi nekaj poskušamo odigravati z petami, pa biti fini in potem gole proti reprezentancam Norveške pa Avstrije dobimo pravzaprav iz kontre. Tam, kjer bi mi morali biti najboljši, smo mi za svojimi tehničnimi napakami dobesedno njih vabili, da nas kaznujejo. Ne? In to so stvari, ki na tem nivoju ne grejo. Normalno pa, da je potem, če si zraven pri izenačenju, je bilo to neko zadovoljstvo kljub temu, da nismo čisto potonili. Ne?